Na neposreden dokaz, da se to dogaja, smo naleteli leta 1992, takrat je bila naša stranka v vladi, sicer najmanjša partnerica z enim članom vlade, to sem bil jaz. In takrat je nenadoma na sejo vlade priletel predlog, da bi Slovenija prevzela večino nealociranih jugoslovanskih dolgov in bi jih sama odplačala, čeprav je v ustavnem zakonu pisalo, da Slovenija prevzema samo svoj delež. Mi smo se takrat temu uprli, to je bil tudi kasneje eden ključnih razlogov za tako imenovano Depalo vas, kjer so nas odstranili iz vlade. In smo za nekaj časa to zaustavili. Zakaj se nam je to zdelo sumljivo? Zato, ker je takrat prišlo na dan, da so nekatera udbovska podjetja, povezana z znanim Saftijem v Italiji, da so odkupovala jugoslovanske dolgove po 50 centov za dolar. Potem pa Jugoslavija pospešeno razpadala in ti dolgovi so bili vredni 10 centov za dolar. In mafija je skušala na ta način, da bi Slovenija prevzela večinski del nealociranih dolgov, enostavno nazaj napolniti svoje malhe oziroma tisti denar, ki so ga itak ukradli iz Slovenije in s katerim so kupovali te dolgove, jugoslovanske dolgove na sekundarnem trgu, na nek način povrniti. Mi smo to zaustavili, vendar so nas potem vrgli z vlade in nekaj mesecev po tistem, leta 1994, je nenadoma v Državni zbor prišla delegacija Banke Slovenije, Ministrstva za finance z predlogom ustavnega zakona, s katerim se je ta točka črtala iz tiste osamosvojitvene zakonodaje. Ta omejitev, da Slovenija ne prevzame več nealociranih dolgov, kot pa je bil naš delež. To so pa zapakirali seveda v tisti predlog, da se ustanovi Nova Ljubljanska banka in se skupaj so poslancem prodali, da gre za zaščito nacionalnih interesov. Nihče tega takrat niti ni dobro opazil, kaj se dogaja, mi smo na to opozarjali, ampak poslance so zaprli v Državni zbor, toliko o slovenskem parlamentarizmu in diktaturah. Niso smeli ven, niso smeli telefonirati, Jože Pučnik je nekako to potem uspel in me je obvestil, ampak na mizo je prišel ustavni zakon, lahko so ga samo na hitro prebrali in potem so ga že izglasovali, vse v nekaj urah. In vse je bilo to predano pod krinko zaščite nacionalnega interesa, če bomo plačevali zdaj dolgove podružnice NLB v Zagrebu, potem bomo propadli. Dejansko pa danes vemo, da smo to vse drago plačali, da je to vse padlo na sodiščih. Še danes pa 99% slovenske javnosti ne ve, da je bila v tistem paketu tudi ta udbovska manipulacija, s katero so želeli povrniti denar, ki je bil itak ukraden, ki so ga izgubili v tej mahinaciji. Takrat smo neposredno videli, koliko so ta podjetja, Mikro-M, pa ne vem, kaj so bila še ta imena od Saftija, dejansko udbovskega denarja plasirala v neko nerentabilno naložbo.